Dejan, Ana in Jeger. In to jutro. Petek je danes in ob petkih se še bolj poslušajo podcasti. Res? Samo da veste. Ja. Imaš podatke, verodostojne? Imam podatke, ja. Okay. In verodostojni so. Super. Tako da izvolite, da vam samo na hitro orišemo, o čem se je šlo. Šlo se je o nohtih. Danes smo tudi zaigrali skoraj nemogoče vprašanje, čeprav Dejana ni. Tudi Marjan Vedlin, pilot, ki je šel na Novo Zelandijo po svoje letalo, se je javil. Marko je poskrbel za petkovo zabavno dejstvo. In še za en kviz. Ja. Ki sta ga bolj ali manj pogrnila oba, čeprav je Tomaž zmagal za 1 točko. Ja, ker me je zavedel. No, boste videli. Jas, ja. Rast, ja. No, boste slišali. Upamo, da je vaša noč bila nekoliko bolja, da ste lepo, neki taki fajni rjuhi, veš, pa ko imaš samo ono posteljnino za pokrit, malo tak za med kolena, samo malo tak. Ja. Toliko, ne? Pa da je v spalnici recimo idealnih 22. Ja. Ker fajn pa, da je pojšter vedno mrzl, ne? Ja, tako. Še lepše mi bilo, da bi zunaj deževalo. Ja, pa da bi bil 7. november. Ne? Pa bi imeli na kip, pa lepo odejo, pa tak. Pa se ne bi rabila zbuditi, ne, ob 4, recimo. Tako. Še boljše. Ja. Ali pa bi se ob 4 zbudila, pa bi imela obvestilo na nočni omarci zdravo, trofla si loto. Si predstavljaš? Ogen bi presketal v kaminu, ne? Ja. Dišalo bi po toastu, kavici, paštetiki in paradajzu. Murke bi vohala v spalnico. Dobro, se pa se zbudimo. Ja. Ok, 6:03. Dobro jutro. Dobro jutro. Nisem tako močan kot recimo Marjan Vedlin. Ja, mariborski pilot, ki baje ni v žlahti z Dejanom Vedlinom. Kar je po moje neka prikrita laž. Možno. Zna biti, da je njegov brat dvojček. To je bilo izjemno. Je pilota sta oba. Ok, in Marjan je šel na Novo Zelandijo, kjer je kupil letalo in je rekel, da ga bo tudi sam domov pripeljal, zato ker je tako bolj poceni. Tako. In zato, ker je iz Maribora, ne? Ja. Kaj boste zdaj mi pošiljali, grem jaz prijem, pa si mi pelo sam domov, ne? Nekaj težav je bilo na začetku z elektroniko, 2 dneva zapored, ne? Nekaj ni delalo in so mogli zasilno pristati, potem pa je nekako šlo. Včeraj vemo, da je govoril o tem, da je bil v zraku in ne spredaj, ne zadaj, ne levo, ne desno, nikjer, niti pikice kopnega. Nič, kar je ogabno, ker jaz bi umrl v tistem trenutku. Glej, nikjer nič. Jaz tudi verjetno. Kaj pa se dogaja danes? Marjan, povej, dobro jutro. Pravkar smo pristali na letališču Gold Coast na celinski Avstraliji. Danes je bil polet precej zahteven, startali smo iz otoka Norfolk 9 zjutraj po lokalnem času. Zakaj je bil ta polet zahteven? V bistvu prvič po razdalji, drugič pa glede na pokrajino, oziroma težko bi rekli pokrajina, glede na to, da je bil praktično cel polet nad morjem. Se pravi, od vzleta do pristanka, pravzaprav samo pred nami, za nami, pod nami, levo in desno morje. Odločili smo se še sicer, glede na to, da še je čas dopuščal, da smo odleteli do enega manjšega letališča, 1 uro naprej, kraju, ki se mu reče Mariborov, tako da tu bomo danes prespali, pa jutri naprej do otoka Hamilton. Imeli bomo približno jutri 3 ure leta, popoldan smo pa vzeli prosto. Lep pozdrav iz Avstralije. Lepo zdrav. Še eno rundo, ne? Še daljši let je mogel dati skozi. Kaj pa še potem iz Avstralije? Ne vem, koliko še. Ali vidva veta, da vsakič, ko ne reče, da nikjer ni bilo, jaz dobim kurjo kožo. Jaz tudi. Jaz sem te zdaj pogledala, vas videla si čisto. Bravo, no? Svaka čast, ne vem. So srečo, Marjan, prosim. Ne vem, če bi tako hudo jaz šparal, recimo, kaj pa vidva, da reši greta in sta ure in ure nad morjem sama. Ni šans. Pa da vam pošljajo po pošti. Ni šans. Ja? Jaz tudi ne vem, če. Zato pa mi trije nismo piloti. Ja.
Zdaj ravno gledam na Google Mapsih. Ne vem, zakaj sem v glavi, da je Nova Zelandija zelo blizu Avstralije. Ni. Ne. Še bolj nikjer tam spodaj. Koliko je tu vmes? Joj, evo, upam, da bo šlo vse po planu, zdaj je začelo zgleda vse delovati tako treba, tako da držimo pesti, da Marjan pride v enem kosu, lepo nazaj, tako treba, parkira avion pred bajto, pa reče, vi boste meni pošiljali. Evo, 6:45 ura, dobro jutro želimo. Dobro jutro. Lepo pozdravljeni, ne vem, če se spomnite, ne vem, če se ti, Tomaž, verjetno spomniš, pred časom smo imela tako občasno rubriko, kaj te v tem trenutku najbolj moti. Vse še zdaj, mama, samo ti ne povem. Okay. Ja, poznam to, ja. Ne? In zdaj sem že... A te nekaj moti? Zelo. Ker sem zdaj dvakrat to opazil na zadnje, ko sem bil v trgovini in pri sadju pač... Logično je, da pogledaš pač sadje, ne, da ne boš nekega gnilega. Upal, ko je ponavadi nekaj spodaj, se nekaj skriva. Ne. In sem gledal, ne vem, prejšnji teden jabolka, ne, tisti taki kartonski, pa gledam okoli, ok, so cool, ne, vzamem. Pa včeraj nektarine isto, ne, gledam vse okoli, vse ok, cool, vzamem. In pri obeh, ko sem prišel domov, potem se nekaj spodaj skriva in je not od nohta udrtina, tako veš, ko da je nekdo, ko ima pač malo daljše nohte, veš, ko da je probo, ne, če je trdo ali nekaj in je tak v taki polkrogu v lunici in je lepo, že tako malo, veš, ono, ko je tako rjavo, malo. In tak bil, isto je bilo pri jabolkih, isto je bilo zdaj pri nektarinah. Res? Hvala, da si to povedal, ker zdaj bom vedno pogledal. Ja, poglej. Tak, pa je mogoče kakšna zverina bila na pohodu s kremplami. Zgledale. Samo ko da daš prst zgor, pa nariš not pljup z nohtom. Zakaj? Ja, zakaj? Da probaš z nohtom, ne? Če zajest. No, zakaj ljudje to počnejo? Lahko samo upaš, da ni bil kaki avtomehanik, recimo, ne? Ali pa kaki, ki se ukvarja z blatom. Ja, lahko upam. Ja, tako da. Kaj si, boš tam vreza zdaj beg? Ali boš sem že beg vreza, tisti košček. Tako da, če tudi vas kaj v tem trenutku moti... Ja, mene ti. Ja, to tako vem. Nič 5 220. Tako, dajte poslati. Tudi danes, ker je petek in 10:07, skoraj nemogoče vprašanje, ki sem ga jaz pripravil in o njem raziskoval sam, da ima Dejan na dopustu mir. Bravo. Bravo, tako da, zdaj, če bo Dejan malo jezen, se opravičujem, ampak življenje gre naprej. Ja, in nič ne more v tem trenutku. Tako. Pol pa bo že pozabil. Evo, sta pripravljena? Ja. Ok, Anja pravi, da je menda enkrat v živo tekmovala, Fras pa še nikoli. Ne spomnim se, da bi. Nikoli. Tako da dobrodošel, jaz mislim, da enkrat dobrodošel Marko Fras v enem kotu, na drugi strani Anja Škerlec. Anja, lepo zdrav. Ok, no pa se dajmo v evropsko statistiko malo spustiti. 7, baje, tam okoli 7, ni zdaj točno fiksnega podatka, ampak nekje tam okoli 7 od 10 Evropejcev, torej 70%. Ja, tam nekje. Čez vikend naredi to. Kaj bi to bilo to? Grila. Pospravlja. Čisti. Bere. Počiva. Spi. Spi si kot prebere Kuha. Knjigo. Poje. Gre žurat. Gre v trgovino. Gre v knjižnico. 70. Na pokopališče. Čez vikend. 70% Na izlet gre. Jih gre čez vikend. Gre na izlet. Dela to si to že in rekla. pa naredi to. Smrči. Čakajta malo. Pere avto. Da si jaz tu. Ni to, Marko? So pa to... Gre tankat. Pa dobro. Anja. Aj. Je. Anja. Kaj?
Ni to. Pa da. Na sprehod. Pa ne. Športne aktivnosti. Ne. Joj, kaj? 70% ljudi se ne ukvarja s športom, brez skrbi. Joj. Spolno To je občuje. fraz. Se druži. Ja, na začetku mogoče, to je kar dosti odstotkov. Ja. Razmislite, Pač mogoče v proba. tej smeri, to je skoraj vsi, no, 3/4 ljudi, Skoraj vsi. a pa malo manj jih to dela čez vikend. Gre v službo. Ne, to smo samo mi dva butla. Ha? Pa madam meni, Ja, namig. ja, da namigov ni. Ok, zdaj vse bom povedal. V bistvu gre za domače opravilo. So na vrtu. Kosi travo. Čistijo, si že rekla. Ni kosi travo. Čakaj, vrtnarjo sem rekla. Ali se predata? Malo še. Pleskajo. Daj. Ja, Ja, vsaki 70%. vikend Ja, ne štihajo sobe. vem, Vsi no. ljudi. Domače pravila. Ja, ponavadi vsak vikend. Ni generalno čiščenje, to smo že Jaz rekli. čistim, ja. Ne. Pa kuham Se sa. tudi. Ne. Lika! Ne. Jo. Gleda No. televizijo. Preobleče posteljnino. Pere. Dobro, kaj? Ja, oblačila. Ja, no, aleluja. Da, co te prat? Kaj samo čez vikend, ali kaj? Ja, valjda. Okay. Ne, če Butke. nimaš frocov, gre. Če imaš froce, pa vsaki drugi dan. Tako. Bravo, Anja. Ja, vidiš, Ampak ampak se vidi, da imaš izkušnje. Da si 26 let rabla. Ampak ja, dobro. glej sem pa. Tako, čestitke. Bravo, Anja. So good, so nice and easy. So nice and easy. Nice and easy. 9:06:08 je dobro jutro. Dobro jutro. In tudi današnji dan ni ustavil Tineta Križaniča. Tineta, ki je mimo grede na dopustu, ampak ne more se ločiti od svojih zvestih poslušalcev. No, to je res. Prav je lepo. tako, bravo Tine. Bravo, Tine, dajmo prisluhniti, kaj si pripravil za danes. Dobro jutro. Dobro jutro, draga družba. Jutro. O, To Jutro. sem vedno to reči. Servus, še zadnjič iz dopusta in zadnjič z eno neprijetno. Kolikokrat vas je po noči to zbudilo? Joj. Mene v tem tednu vsako noč znorel bom, prav znorel bom. Malo sem šel pogledat, ste vi vedeli, da samo samica komarja pikne, ja. samec pa ne. Da. 3500 različnih vrst komarjev poznamo na svetu. 3500. Spijejo lahko 3-krat toliko krvi, koliko so težki. Da bi pa recimo brez krvi ostali zaradi komarja, pa se po moje ni zabat, ker bi vas mogel približno 1,5 milijonkrat pikniti. Tak, Ok. to je to. Hvala lepa, se čujemo v ponedeljek. Adijo. Hvala lepa, Tina. Hvala, Tina. Jaz mislim, da bo razložil velikost komarja, kako veliki bi mogel biti, da bi ti kri spil celo. Ja. Ha, tako kot ti, Ne, tu nek recimo, grižo. slamica. Jo, kak. Jo, glej, sem včeraj razmišljal, druga kot hrana za neko drugo gamat, komar ni. Ne? Ne, Tako da tudi če ga ne bi bilo, bi vsem bilo boljše. na svetu. Zagotovo. Pa vemo, da je da največ smrti na svetu, najbolj smrtonosna žival od vseh je prav komar, gamat. gamat. In ded ni nič kriv, spet tako vedno. Ja, Vidi, zdaj, ja, glej. Petkovo zabavno dejstvo. Svetovno. Ne vem, če ste vedela, če ste Nismo. vedeli, Ni, noben ni vedel. kip svobode ima številko noge 1143. Njeno stopalo v dolžino meri 763 cm in za lažjo primerjavo, Ko gol. ja, je to recimo taka dolžina kot najdaljša različica kombija Iveco Daily. Ja, to je kar davč.
kar dolgo. 7 koliko? 763 cm. 7 metrov pa pol ima taca. Še pol metra poleg gola. Ojoj. Ne veš, ki ima nart Ne, v tretjem štoku. pa koleno. Veš, kakšne nohte ima. Ne vprašaj. Ok, pa mnogi ne vedo, da je ženska. Ja, Ne, si mislijo, da je neki det, ker ima Ja, bolj ima tako tudi- faco. ampak ima tudi mantel prek, pa to mogoče se ne vidi. Ne? Ne vem, noben še ni spodaj, pogled. Te pa ti ide za Ja, dobro. Hvala lepa, Marko. Prosim. Hvala. Zdaj pa se lahko menite, kaj je bilo ono prvo, številka noge, to me bolj zanima. 1143. 1143, to si ti nor, ti pa imaš 50. Ja. Super, tu neki stane. Petek je, gremo za en kviz. Ja. Ni to Ja. fajn? Sva je, Petkih. neke največji kvize. zakon. Okej. Daj že. Danes igramo kviz Prepoznaj izmišljen naslov novice. Okay? Kaj? Torej, 3 runde gremo, v vsaki rundi vam bom jaz prebral 3 naslove iz novic. Ja. Ne? Okay. Okay. 2 bosta resnična, eden pa bo izmišljen oziroma lažen, vidva morata ugotoviti, kateri. Dobro. Če ugotovita, dobita točko, na koncu zmagovalec prejme topel stisk roke in je to. Gremo naprej. V redu? Ja. Ok, prva runda. Prvi naslov. Moški, preboden s pohodno palico, je prepešačil 16 km do bolnišnice, da se je izognil dragemu prevozu s helikopterjem. Ja. Drugi naslov. Zlati prinašalec v Ohaju je po pomoti naročil zamrznjene piščančje medaljone v vrednosti $400, potem ko je lajal v pametni zvočnik. In tretje. Katy Perry je med nastopom ostala ujeta v veliki napihljivi plastenki, ker je oboževalci niso želeli odkotaliti nazaj na oder. Kaj To bi lahko pravite? vse bilo. Kera ni res. Katera ni resnična novica? Jaz bi rekla zadnje. Ja. Okej. Anja pravi C. Anja pravi C, katera ni resnična. Tomaž pa Mogoče, te pa daj rečem jaz B. B. Ok. Anja, sporočam ti, da je tvoj odgovor napačen. Aha. Tomaž, sporočam ti, da je tvoj odgovor pravilen. Ja, bravo! Daj, no. Super! Tako, Ja. Katy Perry je bila dejansko ujeta, pa jo niso nazaj odkotali. Ja, Okej. to zadnje čase nima sreče, ne? Ne. S koncerti pa to. Ok, Tomaž. 1-0. 1 pika in gremo druga runda. Prva novica. Hitlerjevo rojstno hišo v Avstriji so spremenili v policijsko postajo, da bi preprečili nacistična potovanja v ta kraj. Okay. Okay. Druga novica. Proizvajalci avtomobilov so mnenja, da ne rabijo spremeniti vedno bolj in bolj močnih ter svetlih žarometov. In tretja novica. Majhna francoska vasica je sprejela odlok, da tamkajšnji prebivalci zaradi velikega pomanjkanja zdravnikov ne smejo zboleti med vikendom. Jaz bi rekel, da A ni res. Ok, Tomaž pravi A. Anja. Joj, se odloča med A in B. Jaz sem vse spet take Ja. smotane. Rečem B, ajde. Okay. Sporočam vama, da imata oba napačen odgovor. Pa se še mi je zdelo. Ja. Ja, kaj, oni so jim to sta verjela, da so rekli, da ne smejo zboleti ljudi. Ja, Ja, ker je lahko pač bi bilo, zaprto ne? čez vikend, ni In doktora. gotovo. Okay. Ja, tako no, vsaki drugi vas. to je laž. Ok. Nič točk, Tomaž še vedno vodi 1-0 in zadnja runda. Prva novica. V ameriški zvezni državi Georgia so prvošolčka z avtizmom suspendirali, ker je svoj sendvič pogrizel v obliko pištole. Druga. Bančni ropar na Floridi je za masko uporabil arašidovo maslo, ampak so ga kmalu ujeli s pomočjo psa, ki mu je z obraza to masko polizal. In zadnja novica. Na eni globalni konferenci je ameriška vlada med predstavitvijo predstavila zemljevid Afrike in narobe označila vseh 6 prikazanih držav na zemljevidu. Afrike, Ja. kjer je milijon držav. Ja, ampak označenih je bilo 6, Aha. ne, samo pa vse so bile narobe označene.
Okay. Torej, kaj pravite? Prvošolček z avtizmom, bančni ropar na Floridi ali pa zemljevid Afrike. Ja, Jaz bi glede, rekla, da, mogoče ve. Anja pravi B. glede na to, da ima vse veze z Američani, je čisto vse nekaj vsakdanjega, v bistvu. Nič ne izstopa. Čakaj, bom jaz ti rekel, ti si rekla B. Lahko se tudi vprašata, ali se mogoče hotel malo prelisičiti in so vsi. Ja, sej, to pa nisi prej povedal. Se pravi. Ja. Lahko pa so ti Zdaj vsi. Vsi so pravi. Spremeniš odgovor, Anja? Ja, Ne, naj me spremeni zapovedaj. z mano skupaj. Ok, Vsi so pravi. vsi so pravi. Ok, ni res. Ja, jaz tako vodim, 1-0. Lepo si jo Glej ti, nagna. Vidiš prljave jegre. Ok, laž je bila ta z bančnim roparjem, nisi mazal arašidovega masla. Vidiš, izenača bi lahko, zato pa vedno prvi odgovor, ki ga daš, je Aj, si ti, no. Ja, pravilen. in kdo ti je kriv? Ja, sama sebe. Dejan, Ana in Jeger. In toto jutro.